Si že zasledil interaktivne LCD ekrane v središču Ljubljane? Danes z gostom Jako Hemlerjem iz Europlakata govoriva o digitalizaciji vsebin v mestnih središčih. Živijo in dobrodošla v oddaji Point Out Weekly. Danes z Jako Hemlerjem govoriva o digitalizaciji vsebin v mestnih središčih. Jaka je vodja digitalnih medijev na Europlakatu, tako da mislim, da bova te digitalne vsebine oziroma digitalizacijo vsebin v mestnih središčih zelo dobro pokrila. Živijo, Jaka. Zdravo, hvala za povabilo. Prosim. Tako da za začetek bi te kar vprašal, zadnje čase opažam, da billboardi ali pa city lighti niso več city lighti, ampak se spreminjajo v neke bolj interaktivne ekrane, bolj interaktivne medije. Daj mi povej, kako se je vse skupaj začelo oziroma kje je bil ta povod ali pa izziv, ki je nastal, da se te mediji pomikajo bolj v to smer. Tako je. Del teh city lightov je še vedno ohranjen, pretežno pa se je transformacija zgodila izključno in samo zaradi posledične, bom rekel, novodobne renesanse, ki jo četrto desetletje že živimo, ne, in to je digitalna preobrazba okolij, ljudi in tako naprej. Skratka, preskok iz analognega medija v digitalni medij ni naključne, je bil snovan že dlje časa, pri čemer seveda Slovenija oziroma podjetje Europlakat ni bilo izvzeto. Ima obilico prednosti, govorimo o vrhuncu tehnologije, ima močan potencial po tehnološki plati in tudi sicer je objekt, ki na nek način tudi po vizualni plati tvori nek trajnostni razvoj, neko podobo mestnih jeder, ki danes veljajo v globalu, ne samo po Evropi, recimo temu. No. Pa verjetno v povezavi s tem je tudi vam lažje te vsebine zamenjati. Se pravi, prej v city lightih ali pa billboardih je bilo treba to premalati, pa strošek. Ne? V teh primerih pa oglaševalec verjetno izdela na podlagi resolucije, dimenzij, ki jih vi posredujete in zadeva se da gor in to je to. Ne? Preskok, če lahko tako rečem, zdaj iz tega analognega oglaševanja v teh digitalnih city lightih in v ta digitalni način oglaševanja je v bistvu, bom rekel, orodje, ki ga je verjetno ta krog oglaševalcev čakal kar nekaj časa. Ne. Se pravi, outdoor, zunanje oglaševanje je bilo verjetno edini vir oglaševanja oziroma, bom rekel, teh komunikacijskih kanalov, ki še ni bilo digitalizirano. Se pravi, bilo nemogoče na nek način ga povezati tudi z drugimi komunikacijskimi kanali, orodji, ki bi tvorili skupaj skratka nek medijski miks. Oglaševanje kot tako, načeloma pristop, bom rekel, ni popolnoma nič drugačen, kot je bil prej. S tem, da je stroški so manjši, same produkcije, produkcija je veliko bolj žurna in kar je najpomembneje, gre v bistvu za, bom rekel, neomejeno možnost kreativnega izražanja, ker gre za digitalizacijo, ne, ki je mogoče povezati tudi z drugimi orodji, kot sem že prej rekel. Ja, v zadnjem času sem zasledil, da na Čopovi ulici pa ob Slovenski cesti, se pravi na promenadi, so te digitalni zasloni, ne, interaktivni zasloni. Kakšno dodano vrednost, zdaj, ko se pogovarjava v primerjavi z bolj tradicionalnimi OOH mediji, predstavljajo za oglaševalce te zasloni? Nekaj si jih že omenil, bi še kaj dodatno izpostavil? V bistvu velika prednost pri vsem temu je, da gre praktično, seveda ne gre za televizijo, ne, gre v bistvu za zaslone, ki so po formatu najbolj primerljivi televiziji in gre za umestitev v sama mestna središča. Umestitev samih zaslonov v bistvu je bila dobro načrtovana, predno smo v bistvu šli v to transformacijo, da temu tako rečem, so bile delane analize, podrobne analize.
Zasloni sami niso naključno umeščeni. Okay. Če pogledamo recimo avgusta lani, torej natančneje 24. avgusta smo postavili, je premierno začela, bom rekel, delovati tako imenovana promenada Digital, ki se razprostira po slovenski med Čubičevo in Gosposvetsko in dva sta na Čopovi. Gre v bistvu za drugo največje vozlišče oziroma območje drugega največjega vozlišča mestnega prometa avtobusnega v Ljubljani. Pokritost, oziroma se pravi objekti pokrivajo vse dostopne točke, ki vodijo v samo mestno središče, torej na to vozlišče, če tako lahko rečem. Tako da načeloma po funkciji bom rekel, da je učinkovita podaljšana roka oglaševalcem. Tam tudi največ ljudi lahko nagovorijo. Praktično je migracija, bom rekel, malo neroden izraz, ampak kljub vsemu največja, ne? Ravno tam. Cool. Kako jih pa lahko oglaševalci povežejo z digitalnimi mediji, naprimer spletno stranjo ali pa družbenimi omrežji? To veliko delajo, veliko povezujejo? Če malo še o tem poveš. Ja, gre za relativno drzen pristop k oglaševanju. Pretežno se tega seveda ne poslužujejo. Tisti, ki pa imajo to tendenco in željo, pa seveda jim je medij to omogoča. Če smem na primeru samo povedati, doslej smo imeli dva naročnika, Samsung in Ambills, pa morda če Ambills omenim, to je aplikacija za plačilno orodje. Strani naročnika so bili angažirani tako imenovani influencerji, ki so svoje nakupne izkušnje delili na svojih socialnih oziroma družbenih omrežjih. In v real timeu je imel možnost torej naročnik upravljati s temi vsebinami, s temi storiji in jih objavljati na oglasnih površinah, torej na digitalni mreži znotraj centra. Danes praktično, vsaj kolikor sem bil jaz poučen in spremljam ta trend, pasivnega oglaševanja ni. Vsi želimo biti del, bom rekel, tega orodja. Tako da je na nek način vsaj v nekih točkah potrebno dopustiti posamezniku, da poseže v neko celostno podobo oziroma brand awareness, da tako rečemo. Ne? Dobra izkušnja, ponovili so jo, tako da na podlagi rezultatov po kampanji, interaktivni kampanji, ki so imeli v tej mreži, so zaznali porast pri downloadu in so pač ponovili zgodbo. No, to ni bilo načrtovano, ampak tudi tega nisi vedel, ampak Ambills v bistvu je naš naročnik. Ja, in mi za njih delamo in sodelujemo z njimi tudi pri teh večjih kampanjah. Zdaj ne vem, jaz eksplicitno, a smo to mi predlagali, ker nisem bil udeležen v ta projekt, ampak ja, pri teh kampanjah in takih kampanjah jim mi pomagamo, tako da čisto možno, da je bilo tudi to rojeno iz strani naše agencije. Ja. Tako da kot zanimivost, ko sta primer izpostavil. Če smem samo klešiti, da se bom zelo na kratko, samo v stavku ali dveh. Se pravi, ta interaktivni način oglaševanja, ta kampanja, ki je imel recimo Ambills ali pa Samsung recimo, zdaj bom rekel, njim pritiče, ker je odvisno od produkta. Ne? Zdaj, če bi nekdo drug oglaševal, nek drug produkt, da bi se oglaševal, potem bi bilo to mogoče celo pretirano, bom rekel, preveč kompleksen način oglaševanja. Se pravi, odvisno je zdaj, za kakšen način gre, na kakšen način oglašujemo, platforma kot taka pa omogoča pa praktično vse izvedbe, ne oziraje se na ideje, bom rekel. No. Ja, ker to tukaj izpostavljaš, te so neomejene možnosti izražanja. Ne? Naprimer, kakšne so to neomejene možnosti? Ja, lahko navrževa mogoče par čist takih praktičnih primerov, ki jih je že nek oglaševalc izkoristil, ali pa ki jih tudi vi oglaševalcem predlagate, pa jih do zdaj še niso zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Glede na to, da je to popolnoma nov medij, tudi mi rezervirano stopamo na trg, bom rekel. Se učimo, seveda poskušamo pridobiti dobre prakse iz tujine, iskreno povedano. Jaz mislim, da smo v Sloveniji dejansko trendsetterji, tudi pri nekih drznejših tehnoloških, bom rekel, ne tehnoloških, ampak vsebinskih recimo rešitvah. V tujini je načeloma moč videti, da pretežni del oglasov je statičnih. Pomembno je predvsem vedeti treba, da navkljub tehnološki preobrazbi,
so gibljive slike možne zaradi mnogoterih dejavnikov samo v pest conah. Se pravi, Ljubljana ima na nek način, za začetek Ljubljana ima na nek način to srečo, da je stari mestni del recimo pest cona, zato so gibljive slike možne. Ko govorim recimo o dinamičnih, inovativnih rešitvah, ki se združujejo, je mogoče recimo live streame združevati, predvsem je ta povezljivost z socialnimi, z družbenimi orodji je ta, ki je pomembna. Se pravi, na mobilu, telefonu imamo praktično skozi v rokah. Več ali manj, ne vem, kakšni so podatki, ampak bi upal staviti vse, da smo več ali manj na družbenih omrežjih tako aktivni vsi tja do 50 leta starosti ali pa celo plus. Torej, združiti ta dva komunikacijska kanala je danes po moje najmočnejše komunikacijsko orodje. Ki je pač, ne vem, potrebno na nek tak relativno subtilen pa pazljiv način izkoristiti, ki lahko z pretiravanjem celo naredimo več škode kot pa koristnega. Super. Kakšni so pa kaj rezultati v primerjavi z bolj temi tradicionalnimi oblikami billboardi, city lighti? Lahko postrežeš s kakšnim podatkom? Pravzaprav je težko inačiti ta dva medija, zato ker billboard, če drugega ne, je drugačnih dimenzij. Se pravi, nekako je treba premosorazmerno gledati in upoštevati dejstva, da gre kle za digitalni medij, ki je umeščen samo v središču mesta, po drugi strani je pa billboard pa medij, ki je najbolj, bom rekel, razpršen, tudi nacionalno razpršen, dovolj zgovoren, glede na velikost svojo, glede na zapis informacij, ki jih podajamo. Načeloma pa lahko primerjava, ker so bile narejene raziskave, namreč naš strateški partner, francosko podjetje JCDecaux, je skupaj s podjetjem Lumen, ki se ukvarja študiozno predvsem glede sledenja vsebin, se pravi ta eye tracking control, če lahko tako povem. 5 let so delali raziskavo treh različnih medijev, desktopa, mobila in outdoora. In prišli do presenetljivih raziskav, na nek način celo razumljive, če malo z distance pogledava, da dinamične vsebine na vseh platformah omenjenih za 24% povečajo možnost vidnosti in celo za 60% to interakcijo. In če zdaj samo primerjava, namreč tvoje uvodno vprašanje, billboardi so na drugih mestih postavljeni in zaradi svoje dimenzije tudi drugače nagovarjajo. Digitalne, torej, ki je pa v digital outdoor, ki je pa v samih središčih mesta, je pa korak posameznika, ki ga nagovarjamo, upočasnjen, gibanje je upočasnjeno, zato je lahko tudi dinamična slika, ki pritegne pozornost in se več časa z njo komuniciramo v navednicah. Se pravi, če povzameva, res je pomembno, kje se nek medij pojavlja. Se pravi, te digitalne vsebine, digitalni ekrani so res primerni za mestna središča, medtem ko, ne vem, billboardi, pa bom zdaj dal še bolj ekstremen primer, ko se vozimo po avtocesti, pa je tam en ful velik billboard. Vsak ga bo opazil, ker ti pritegne pogled in verjetno je zelo podobno v mestnih središčih s temi podatki, ki si jih navedel, kako se ta neprikaznost, ampak da ljudje to zaznajo, poveča, zaradi tega, ker se počasneje premikajo, ker je dinamično, tako je. Ja, pa dinamičen oglas je. Vse si v bistvu prav gotovo, vse ne bi niti kaj dodajal k temu, ker dejansko gre za to gibanje. In ni naključje, recimo, da mi v samem tem oglasnem bloku, ki je v mreži, da je 10 sekund. Namreč z vseh strani, z vseh orodij smo danes bombardirani. Se pravi, ta količina informacij, ki absorbiramo, je že tako obremenjujoča, da je težko pričakovati, da bo pa nekdo pripravljen pa pol minute gledati v zaslon. Iz dveh razlogov, zato ker on je namenjen od točke A do točke B. On je skozi v gibanju. In kot drugo je potrebno z majhnimi, ne z majhnimi, ampak bolj skopimi podatki ga nagovoriti. Pa tisti morajo biti markantni. Se pravi, če se zdaj plastično izrazim, nek esej napisati gor, pa nekih 1000 informacij v oglas, 10-sekundni, ki se odrola, je brezpredmetno, zato ker ga noben ne bo zaznal. Mal je več, to pogledno, to zelo velja. Zdaj, ko si to omenil, mogoče še malo greva v to. V mestnih središčih, prej si govoril o tej avtobusni mreži. Pač ljudje čakajo na avtobus in imajo tu časa. In tudi jaz sem zasledil v zadnjem času tudi te interaktivne oblike, ali pa da mora uporabnik, ko čaka, tam ga to sporočilo pozove, da nekaj
naredi. Ne? In to se mi zdi, ta interaktivnost, pa ki si govoril v povezavi z družbenimi omrežji, to se res da ful dobro izkoristiti. Imaš mogoče tle še kakšen primer vašega naročnika, ki je nekaj podobnega naredil? Enkrat mislim, da sem zasledil Decathlon. Decathlon v bistvu, da si je malo neroden položaj spravil, ampak okej. Interaktivno, de facto je bil zraven še, poleg Ambilsa je bil še Samsung. Ne? No, Samsung je bila dosti zanimiva zgodba. Ne? Pa sem rekel, da se bom ognil, ker ne bi bil namreč rad mesija digitala, ne? ker bi bilo to preveč pokroviteljsko. Ampak oni so recimo združili social, od Hitradia Center, ki je zelo močen na socialu, z outdoorom in z nagradno igro. Se pravi, Hitradio Center je hodil po vseh večjih mestih po Sloveniji z novim aparatom, Samsungovim. Desetko, S10? Exactly, ja, točno to. In kasneje je bila, seveda, fotografije so bile narejene, prišle so v bazo, naročnik je imel dostop neposredno do oglasnih prostorov naših oziroma do digitalne mreže Promenada in je po svoji presoji, seveda, ne, ker je vse v nekih standardih in etičnih in moralnih normah, ne, je objavljal fotografije in so ljudje potem klikali preko socialov, glasovali za najboljšo fotografijo, katera je potem na koncu nagrajena z novim aparatom, recimo. V tem kontekstu govorim o tej interaktivnosti. In povezljivosti. Tako super. Omenil si, da je Slovenija sicer zelo, oziroma Ljubljana zelo specifična, ker imamo zaprto mestno središče, ampak bi te vseeno vprašal, a so v tujini kakšne oblike teh interaktivnih ekranov, vsebin, ki jih pri nas še ne poznamo, ali smo pri nas res paradni konj, kakor si se prej izrazil? Po mojem vedenju, zdaj tako, upam, da nekoč lahko potoval često, kot sicer potujem, da bi lahko z prve roke to povedal, ampak zaenkrat informacije, ki jih pridobivamo, prihajajo iz nekega intraneta, preimenovanega podjetja Jessideco, ki nam postreže s tovrstnimi zadevami in v lanskem letu nagrajena, bom rekel, inovativna rešitev v outdooru, recimo, ne, je bila v Londonu, za naročnika ne vem, za katerega gre, ker je bilo večjih v tem jumbo lightu, da temu tako rečem, in sicer se nahaja pa na Kensington Road, gre za poseben velik zaslon, Kensington Road, kjer je prometna cesta, ne, prometno območje, gre za statične oglase, predvsem pa je poudarek na temu, da gre v bistvu za tako nekonvencionalen objekt, ne, gre za nek artefakt, ne. V bistvu gre za omaž delu Britanke, mislim, da je Britanka iračanskih korenin ali iraških korenin, nedavno preminule, ne. Ona je tudi prva ženska dobitnica nagrade, ene boljših nagrad oziroma bolj prestižnejših nagrad, ne boljših, prestižnejših nagrad za arhitekturo. In v bistvu za nek, ko ne rečem, v okolje umeščen spomenik, ne njej, ne, ampak je lepo, ne, namreč, da bi ga v Guggenheima dal, ne, recimo, ne. In z tega aspekta že, ne, oni so zdaj, bom rekel, ne dve muhi, ne en mah ubili, ampak naredili so nek arhitekturni presežek vizualni arhitekturni presežek v outdooru, ne. In da imaš noter še oglas, ne, v bistvu praktično si se samo preklopil en in drug, no bom rekel, ne. Ker ona je poznana, ona je worldwide poznana, ne, rojena v Ameriki, pa ne vem, delala pa predvsem v Londonu, no. Se ne, da bi jo poznal, pa da sem jaz potihom ljubitelj arhitekture na veliko, ampak ne nazadnje sem se pozanimal, pa videl, ne, se je res lepo, je vredno ogledano. A sem omenil njeno ime, se ne vem, če sem ga omenil. Hadid, ja. Ok, bom morda drugič, če me bodo poklical, bom povedal. A to je še? Imajo, ja. To je v okolje umeščeno, tam stoji in, ja. In samo prestižni oglaševalci se gor nahajajo. Ja, od Rolexa, mislim, da je Audi, Porsche. Ampak rekel si pa, da je statično, ne? Statika, ker je prometna cona, ja. In mora biti statika, ker če bi dinamika, verjetno bi bilo... Kako sva prej ugotovili. Ja, precej nerodno. Cool. Morda za konec, kaj si lahko od Europolakata obetamo v prihodnosti?
če lahko kaj podeli z nami. Absolutno. Za konec bom v bistvu se kar na začetek postavil. Europlakat je presenetil že z novo mrežo, katero danes nismo omenjala. Poleg promenade Digital, ki je bila lansirana avgusta lanskega leta, se je pridružila druga mreža, imenovana Center Digital, ki zajema 19 objektov in so razpršeni po starem mestnem središču. Noviteta za oglaševalce potencialne je lokacija na Bregu, Cankarjevo nabrežje, Kongresni trg, Prešernov trg, potem imamo Cankarjeva pri nami, Breg sem že omenil, Gornji trg, Krekov trg. Skratka, na nek način smo šli pazljivo, subtilno v transformacijo, v postavitev oglasnih površin znotraj mestnega središča, pri čemer imamo ozaveščeno, da ohranjamo mestno središče neokrnjeno, ker so oglasne površine temu primerne. Nismo se razbohotili z številom objektov pri postavitvi, smo pa upoštevali več deležnikov, to je, da so se pravi vsi ti potrošniki, oglaševalci in nenazadnje mi kot ponudniki oglasnih površin, vsi na nek način zadovoljujemo interese vsakega posameznika. No? Tako da obe mreži sta v delovanju, na nek način Europlakat tisto podjetje, ki nudi območje, kjer lahko naglašujete oziroma nagovarjate potencialne stranke, da temu to reče. Super, se pravi, se širite. Za zdaj smo se toliko razširili, za v prihodnje bomo pa še videli, kam bo peljal trend, ne nazadnje in vse ostalo. Ja, se o tem te pa ne bom spraševal, ker to je pa verjetno tudi, kam se želite kot podjetje razvijati, poslovna strategija, vizija, morda pride v prihodnosti tudi kakšno drugo mesto, a ne, seveda, pustimo pa to za kdaj drugič. Drži. Super. Hvala, ker si bil gost te oddaje. Hvala za povabilo. Ni za kaj, tudi če je bila tebi všeč, stisni en like, napiši kakšen komentar in še posebej postavi kakšno vprašanje za Jakata in bo Jaka nanj z veseljem odgovoril, če mogoče kakšne zadeve nisva pokrila. Tako da s tem v mislih bi se poslovila in se gledamo, poslušamo naslednjič. Čau! Živijo! Why?